Gospa direktorica, s čim se na Razvojni agenciji ukvarjate v teh vročih poletnih dneh? Ti vroči poletni dnevi so na agenciji zelo intenzivni. Prva stvar, ki jo je za izpostaviti, je sigurno, da je regiji uspelo dati soglasje k vsem 12 projektom, ki so bili uvrščeni v dogovor za razvoj regij. Ravno včeraj smo na Razvojnem svetu regije potrdili še zadnje 3 projekte, kar pomeni, da je regija s tem v bistvu zaključila in lahko začne z izvajanjem projektov, ki bodo na področju vodovodov, kanalizacije, zelene infrastrukture in kolesarskih povezav prinesli nove pridobitve. Hkrati bomo tudi v regionalni razvojni agenciji v bistvu nadaljevali z aktivnostmi na regionalni celostni prometni strategiji, na regijskem centru mobilnosti. To je ena stvar. Druga stvar, na kateri trenutno smo zelo aktivno vključeni, je seveda uresničevanje tudi projektov in nudenje podpore pri uresničevanju projektov iz Sklada za pravični prehod. Hkrati pa delamo že in se intenzivno ukvarjamo tudi s tem, kako boljše načrtovati aktivnosti tudi za jesenski čas, kako najti definirati nove projekte, pri tem pa tudi vstopiti v stik v resnici s čim več razvojnimi partnerji, ki nam bodo lahko v naslednjih korakih pomagali. Tako da moram reči, da je zelo pestro trenutno na agenciji, ampak tudi z veseljem povem, pa mogoče izpostavim še zadnji projekt, tudi ki nas v tem trenutku zaposluje, je tudi priprava regijske strategije turizma. Gre za projekte, ki bodo nekako zaključeni do leta 2027. Kako drugačno bo Zasavje zaradi tega leta 2027 ali pa 2028? Mislim, da bo regija Zasavje drugačna v tem, da bo še dodatno okrepila te ključne infrastrukturne elemente, ki jih potrebujemo za kvaliteto življenja v regiji. Drugo je, da bo dobila nove zelene površine, na katerih bo se lahko dvignila tudi kakovost življenja in kakovost bivanja v regiji. Tretje, upamo, da bomo tudi pridobili boljšo povezljivost v regiji, se pravi tudi krepili povezanost regije v končni fazi tudi s kolesarskimi povezavami. Če gledamo pa stališča tudi Sklada za pravični prehod, prihodnosti Sklada za pravični prehod, pa verjamemo, da bomo do leta 2027 in tudi nekaj do 2029 pridobili in na kvaliteti novih delovnih mest, na boljši motiviranosti, se pravi na dvigu neke motiviranosti mladih, perspektivnih ljudi, da ostanejo v regiji. In tretje, seveda upamo tudi, da bomo prispevali k naravnemu okolju s tem, ko se bodo aktivirali projekti, ki prispevajo k razogljičenju regije. Vemo, da je bil razpis Ministrstva za gospodarstvo razveljavljen. Kako je zdaj s tem in kako je s temi projekti, ki so bili že takrat izbrani, pa verjetno nekateri že tudi v izvajanju? V zadnjih mesecih, se pravi od razveljavitve razpisa naprej, poteka zelo intenzivna komunikacija z Ministrstvom za gospodarstvo, šport in turizem, v katerem si seveda prizadevamo, da bi projekti, ki so dobili pozitivne sklepe, bili upravičeni tudi do financiranja njihovih investicij od roka naprej. Po zagotovilih se bo to zgodilo in razpis pričakujemo v času poletja oziroma najkasneje jeseni. Tako da mi si še vedno prizadevamo, da bi projekti, ki so kvalitetni in sigurno ti, ki so bili prijavljeni, so bili tudi kvalitetni projekti, da naslednji razpis, da jih v bistvu ne oškoduje. Omenili ste turizem. Pred 20 leti recimo v Zasavju govoriti o turizmu bi bilo bogokletno, zdaj pa ne več. Kje so tiste točke, ki lahko Zasavje nekako postavijo na turistični zemljevid Slovenije in Evrope? Sigurno Zasavje nudi, in to tudi po pogovoru z vsemi veliko deležniki, ki jih tudi vključujemo v proces, in tudi z izvajalci, ki nam pri pripravi pomagajo, ugotavljamo, da ima Zasavje edinstveno kombinacijo še vedno ene neokrnjene narave in zaledja v hribih, v gozdovih, v reki, in po drugi strani zelo bogate industrijske in kulturne dediščine. In če govorimo o prepletu teh dveh, je v bistvu kot regija nudimo to
primerjalno prednost mogoče pred nekimi drugimi industrijskimi regijami, ki nimajo tega naravnega zaledja, ali pa pred regijami, ki imajo neko naravno zaledje, pa mogoče nimajo tako bogate kulturne in industrijske dediščine. Tako da iskali bomo priložnosti v prepletu teh dveh. Vi ste razvojna agencija, ne, in verjetno gledate bolj naprej kot nazaj. Vseeno, kako lahko povežete zgodovino Zasavja z njegovo prihodnostjo? Sigurno vidimo 3 ključna področja trenutno, mogoče verjamemo, da delamo na teh, delamo recimo tudi nekaj več. Eno je sigurno ta industrijska kulturna dediščina, ki more postati na nek način dejavnost in aktivnost, ki bo nudila dodano vrednost tudi v prihodnosti in da moramo z njo aktivno upravljati, z njo aktivno tudi jo plemenititi. Druga stvar je izjemno tehnično znanje, ki v regiji obstaja še iz preteklosti in ga je vredno ohranjati in izhaja iz industrije in iz energetike. To so znanja, ki krepijo regijo in jih je potrebno integrirati tudi v nove poslovne modele in v načrtovanje neke razvojne vizije regije. Tretja stvar, ki bi pa jo veljalo za izpostaviti, je pa tudi identiteta prav zares tega prostora, ko govorimo o neki inovativnosti, prebojnosti, ko govorimo o tem, da si je regija vedno drznila postavljati mogoče malo drugačne cilje tudi od povprečja. Se pravi, za prihodnost se vi ne bojite? Jaz mislim, da se za prihodnost ne smemo bati, ampak sigurno pa ne bo lahka. Vsi izzivi, ki nam jih svet trenutno postavlja pred nas, sigurno niso razlog za veselje, so pa mogoče razlog za to, da najdemo neko ambicijo, ki nam bo pomagala, da se povežemo še bolj na način, da ponudimo drugačne rešitve, ki jih ta svet, po moje, tudi nujno potrebuje. Najlepša hvala in veliko uspeha pri delu. Hvala lepa.